Meine Spoštovane gospe in gospodje, veseli me, da lahko danes tukaj v Berlinu pozdravim novega predsednika Vlade Republike Slovenije, gospoda Marjana Šarca. Srečala sva se že v Salzburgu pri zadnjem neformalnem svetu. Danes pa je to začetek našega bilateralnega sodelovanja. Pogovori so odlično potekali in se navezujejo na naše zelo dobre bilateralne odnose, ki jih imata Nemčija in Slovenija že tradicionalno. Imamo zelo dobre gospodarske odnose, ki jih bomo še nadaljevali in razširili. Trgovina se je v preteklih letih odlično razvijala, zato da je Slovenija manjša država, je blagovna menjava 12 milijard evrov zelo dobra. Naše avtomobilske industrije in tehnične industrije sta zelo tesno povezane in Slovenija je tudi zanesljiva investicijska lokacija iz vidika nemškega gospodarstva, seveda pa se to lahko vedno še nadgradi. Seveda sva govorila tudi o možnosti tesnega sodelovanja ravno pri pripravi evropskih svetov. Zato sva tudi govorila o tem, kaj naj jo čaka prihodnji teden, med drugim pogajanja o izstopu Velike Britanije. Seveda sva govorila tudi o situaciji v okolici Slovenije, to je regija Zahodnega Balkana, kjer imava seveda cel kup skupnih želja. Tudi Nemčija bo pomagala Sloveniji pri odpravi mejnega spora s Hrvaško. Spričo številnih problemov na celem svetu bi bilo seveda zelo zaželeno, da bi se rešil tudi ta problem. Pogovarjala sva se o temi migracije in pri tem ugotovila, da je najin pogled zelo podoben, da je članstvo v Evropski uniji vedno tudi vprašanje iskanja kompromisov, kadar so države različno prizadete, da moramo pa seveda staviti tudi na varovanje zunanjih meja, na pogodbe z drugimi državami, a tudi izvajati pa moramo tudi solidarnost v notranjosti. Nemčija in Slovenija bosta od druge polovice v letu 2020 sodelovali v trojki s Portugalsko, ko gre za predsedovanje Svetu Evropske unije. Seveda sva se pogovarjala tudi o mednarodni situaciji na splošno. Vse skupaj je to dobra platforma za nadaljno prijateljsko in dobro sodelovanje, zato še enkrat prisrčni v Berlinu. Hvala lepa, gospa kanclerka, spoštovani predstavniki medijev. Danes je moj prvi obisk tujine, bilateralni. Odločil sem se za obisk Berlina, zato ker smo dobri partnerji, kot je že gospa kanclerka povedala, 12 milijard ni mačji kašelj za odnose dveh držav, ker je naša toliko manjša od Nemčije. Tako da eno je gospodarsko sodelovanje, drugo želimo povedati, da smo si pri mnogih vprašanjih blizu, tako kot gospa zvezna kanclerka, tako tudi jaz menim, da je treba Evropo graditi na temeljih sodelovanja, da je treba graditi predvsem na odnosih, kjer ne pričakuješ samo, da boš nekaj dobil, ampak moraš tudi nekaj prispevati v to skupnost, da potem lahko deluje. Nikakor ne želimo biti tista država, ki bi iskali samo koristi, ampak želimo Evropski uniji tudi nekaj dati. Imamo kar precej stvari, kjer lahko prispevamo svoj delež. Smo poznavalci Balkana in tudi tukaj, kadar nas bo kdo želel povprašati za mnenje, ga bomo radi izrazili. Radi bomo pomagali na tem področju. Zdaj, govorila sva seveda tudi o tem mejnem vprašanju Slovenije in Hrvaške, ampak Slovenija nikakor ni država enega problema, niti ne želi biti.
Mi bomo na tem vprašanju, seveda pri tem vprašanju, tako kot smo bili, bomo tudi v bodoče konstruktivni, seveda pa moramo zagovarjati svoje stališče in ga tudi bomo, kajti razsodba je bila. Mi se moramo zdaj začeti pogovarjati o implementaciji te razsodbe. Verjamem pa, da to ni gledano globalno, se pravi v luči celotne Evropske unije, to ni problem, ki bi bil ta hip med prvimi. Govorila sva o Brexitu oziroma o pogajanjih za izstop Velike Britanije iz Evropske unije. Drug teden bo vrh Evropskega sveta, tam bo tekla debata o tem. Oba upava, da bo ta debata konstruktivna, da se ne bomo zapletali pri vedno istih vprašanjih, ampak da bomo stopili korak naprej, kajti vedno v politiki je tako, da je treba gledati realno, da je treba gledati stvarnost takšno, kakršna je. Vedno ni tako, kot bi si vsi želeli, ampak objokovati tisto, česar ni, nima smisla. Mi moramo kot celotna Evropska unija pač izpeljati ta pogajanja, seveda pa pričakujemo vsi, da bo Velika Britanija tudi pri tem konstruktivna in da bodo tudi oni realni. Tako pač je na pogajanjih. Potem sva govorila seveda tudi o vprašanju migracij. Praktično ni države v Evropi, ki se s tem ne bi soočala. Slovenija je doslej izpolnjevala tudi na tem področju svoje zaveze. Smo tisti, ki branimo Schengen, smo na meji šengenskega območja in smo svojo nalogo doslej dobro opravili, jo bomo tudi v bodoče, kajti vprašanja notranje varnosti so izjemnega pomena za celotno Evropsko unijo, ker tudi gospodarstvo in druge stvari ne morejo delovati, če ni varnosti. Tukaj mislim predvsem na pojave terorizma, ki so v Evropi, ki smo jim priča, in zato moramo tudi na tem področju sodelovati. Verjamem, da bomo, doslej smo in verjamem, da lahko naredimo še kaj več. Tako da so ta vprašanja, ki sva jih imela danes na dnevnem redu, so tista pomembna vprašanja, tista vprašanja, ki niso filozofska vprašanja, ki niso vprašanja tako za, ne vem, brez posledic, ampak so vprašanja, ki jih je treba reševati. Evropa, če ne bo solidarna, če ne bomo vsi spoštovali svojih zavez, potem pač bo prihodnost ne bo tako lepa, kot bi si želeli. Polona Fijavš, RTV Slovenija, ena Frage für Kanzlerin Merkel. Polona Fijavš, RTV Slovenija, vprašanje za gospod kanclerko Merkel. Nemško stališče v zvezi z obmejnim sporom je jasno. Sodbo iz Haga je treba spoštovati, ampak ali to po vašem mnenju pomeni, da Hrvaška krši evropsko pravo, če ne spoštuje te sodbe, in če je tako, kaj naj potem Evropska unija naredi in ali to ne vpliva na celotno varnostno situacijo na Balkanu? Hvala. Res je zaželeno, da se ta spor reši. Nemške stališče ste pravilno opisali in sedaj se v medijih ne bom izrazila v zvezi s tem, kako je treba to oceniti, temveč bom skušala, če je želeno, tudi malce prispevati k temu, da se pametno pogovorite o tem, vsekakor pa ni to tema, ki bi se jo reševalo v javnosti. In vsaj tako ti sem doživela doslej. Andreas Renke-Reuters, eine Frage.
vprašanje za zvezno kanclerko in za predsednika vlade. Oba zastopata oziroma predstavljata državi iz evroobmočja. Kako zelo vas skrbi, da zaradi proračunske politike v Italiji bo evroobmočje ogroženo, kar se stabilnosti tiče, in ali ne plačujejo države evroobmočja ceno za to, da so popuščali leta in leta Franciji? Torej, najprej je sedaj ta faza, v kateri morajo vsi posredovati svoje proračune komisiji. Komisija bo to ocenila. Jean-Claude Juncker je danes se izrekel v zvezi s tem in potem bomo videli, kako bodo potekali pogovori med Italijo in Evropsko komisijo. Z nemške strani se ne želimo vmešavati v aktualne pogovore. Ja, sam ne bi kaj veliko dodajal k temu. Seveda je vedno zaskrbljujoče, če neka država ne izvaja finančno vzdržne politike, da je seveda nekaj razlogov za skrb, vendar pri evroobmočju je tako, da je tako kot vse skupnosti, ne, tukaj gre za finančno, da morajo vsi prispevati svoj delež spet v skladu s pričakovanji in verjamem, da se bo našla rešitev. Tukaj Slovenija ni toliko poklicana, da sodi o tem. Je pa res, da so Italijani naši sosedje in je tudi za nas pomembno, kako se bo razvijala gospodarska slika v Italiji. In še presegem to, zagate. Slovenska tiskovna agencija, spoštovana gospa kanclerka, razprava o vprašanju migracij in varnosti meja. Kako ste zadovoljni z slovenskim nadzorom zunanje šengenske meje? Slovenskega premijeja, kaj pravite vi v bistvu potem, če boste lahko komentirali odgovor premijejke, kaj Slovenija naredi vse pri varovanju zunanje meje? Hvala. Slovenija je vse naredila za varovanje zunanje meje, to še vedno počne in kjer potrebuje podporo, tudi prosi za njo, zato smo tudi ustanovili Frontex. Sicer pa je Slovenija izpolnila dolžnosti, ki izhaja tudi iz temu sklepu o kvotah, torej sodelovanje je odlično pri vprašanju migracij za Slovenijo. Ja, mislim, da veliko ni dodati. Mogoče glede Frontexa bi še to dodal, da mogoče bi bilo dobrodošlo skupno evropsko varovanje zunanjih evropskih meja, se pravi v tem primeru bosansko-hercegovske in hrvaško-srbske meje, recimo tam bi bil po našem mnenju Frontex lahko uporabljen. Herr Ministerpräsident. Gospod predsednik vlade, kako ocenjujete situacijo na Zahodnem Balkanu na splošno spričo vedno očitno rastočih napetosti? In gospa zvezna kanclerka, ali se bojite nekih vplivov volitev na Bavarskem na veliko koalicijo? No, glede nedelje lahko samo rečem, da si želim dober rezultat za CSU. Vem, da ne živimo v najbolj preprostih časih, sicer pa bomo preprosto počakali na rezultate. Ja, Balkan nas seveda vedno skrbi. Mi smo bili nekoč tudi člani skupne države z nekaterimi izmed teh držav in razmere zelo dobro poznamo. Balkan je bil v zgodovini vedno znan kot nemirno območje, enkrat bolj, drugič manj. In razvoj dogodkov, ki se dogajajo zdaj recimo v Makedoniji, nas skrbi. Ta neuspeli referendum nas precej skrbi. Skrbi nas tudi razvoj dogodkov v Bosni in Hercegovini. Vemo, da se je volilo novo predsedstvo in tam znajo nastati
težave, ki pa nas seveda skrbijo, ampak zaenkrat bomo seveda opazovali, kaj se bo dogajalo. Upam pa, da bodo zadeve ostale tam, kjer morajo biti, se pravi v območju stabilnosti. Dankeschön. Hvala lepa.